Dragi gledalci, drage gledalke, prisrčno vas pozdravljam na predstavitvi letošnjih Šmarnic. Žal nam epidemiološke razmere še vedno onemogočajo, da bi se srečali tako v živo, kot smo se običajno srečevali v naši knjigarni, a vendar verjamem, da bo tudi to srečanje pristno, zanimivo, tako vas na začetku res iskreno pozdravljam. Spregovorili bomo o dveh novih knjigah Celjske Mhorjeve družbe, ki že tradicionalno spadata v ta čas. V mislih imam namreč zgodbe, ki jih bomo prebirali v letošnjem šmarničnem branju. Najprej so to Šmarnice za otroke, avtorja Aca Jeranta, svetniki so bili čisto navadni ljudje. Nato pa še Šmarnice za odrasle Marka Rijevca, Kamino, pot, ki se začne na koncu. O zanimivem šmarničnem branju bosta z mano spregovorila najprej avtorja, ki jo lepo pozdravljam. Gospod Aco Jerant, pravite, da je vaše pravo ime Frančišek, sicer kot župnik delujete v župniji Tomišelj. Poleg duhovniškega dela najdete čas tudi za pisanje, najraje pišete za otroke in mladino, kar pa vam ostane še časa v tem pastoralnem delu, pa ga radi preživite bodisi na motorju, bodisi na kolesu. Zanimivo pa je, ko ste zapisali, da v vašem prostem času imajo posebno mesto tudi borilne veščine. Iskreno pozdravljeni. Pozdravljeni. Drugi avtor med nami danes je gospod Marko Rijevec, sicer župnik v Idriji. Pravite, da ste po duši pesnik, čeprav se veliko ukvarjate tudi s pisanjem člankov, ki jih lahko prebiramo v različnih medijih. V pastoralnem delu pa se najraje ukvarjate z mladino, otroki, sicer pa ste navdušen občudovalec narave, strasten hribolazec, nemirni popotnik in posebej bi poudarila, to mi je bilo posebej tako pri srcu, da imate radi knjige. Pozdravljeni tudi vi. Živjo in res vse drži. V šmarnični družbi danes pa lepo pozdravljam tudi Simono Jeretina, predstavnico Slovenskega katehetskega urada in doktorja Andreja Šegulo, profesorja pri katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Za otroške Šmarnice pa je gospod Šegulo pripravil uvodno misel in jih tako pospremil med bralce. Srčno pozdravljam tudi vidva v naši današnji družbi na daljavo. Bog da Pozdravljeni. Simona, če midve začneva nekje na začetku, od kod sploh izvira šmarnična pobožnost in kakšno vlogo ima pri tem šmarnično branje? Najprej lep pozdrav v imenu Slovenskega katehetskega urada, kjer smo tudi letos v sodelovanju s Celjsko Mhorjevo družbo pripravili tako šmarnice za otroke kot šmarnice za odrasle. Sami začetki šmarnične pobožnosti segajo že pred leto 1815, v čas papeževanja Pija VII. Pobožnost, ki so jo sprva poimenovali Marijin mesec, so začeli v Rimu, od koder se je hitro širila po Italiji, Nemčiji, Franciji. Med Slovenci pa se je prvič pojavila leta 1851 in sicer na pobudo bogoslovca Jerneja Lenčka. Besedilo za pobožnost z naslovom Mesec Marije je sicer že leta 1842 priredil Davorin Trstenjak, nato pa so leta 1852 marijansko pobožnost obhajali v ljubljanskem Alojzijevišču. Leta 1855 pa smo potem prišli do imena Šmarnice. Janez Volčič je namreč tistega leta napisal knjigo z naslovom Šmarnice po cvetlici, ki jo vzcveti v mesecu maju, in pod tem imenom pobožnost poznamo še danes. Ljudje so tekom desetletij pobožnost vzeli za svojo in jo obhajali po številnih Marijinih kapelicah, kjer so šmarnično branje pospremili z molitvijo litanij, petjem Marijinih pesmi. Skozi desetletja so šmarnice dobivale raznolike izraze, od branja med sveto mašo do branja pri kapelicah. Sčasoma pa se je uveljavilo šmarnično branje za otroke s posebnim spremnim gradivom in pa posebej šmarnično branje za odrasle. V teh posebnih razmerah, ko
se mnoge pobožnosti tudi iščejo nove poti, tudi spletne oblike. Lahko rečemo, da so šmarnice še nekoliko bližje družinam, saj so v korona času posamezne zgodbe za otroke na voljo v obliki podcasta na Radiu Ognjišče. Šmarnice bere Jure Sešek. Na spletni strani SKU pa v obliki aplikacije, ki omogoča postopno odpiranje šmarničnega branja in dostop do gradiva za otroke, vezanega na posamezno zgodbo. Možnosti za oblikovanje šmarnične pobožnosti v domačem okolju je tako kljub spremenjenim razmeram dovolj in želimo si, da bi zgodbe tudi danes nagovorile, pa družine spodbudile k branju in pa zbiranju k molitvi ob Marijinih oltarčkih v domačih družinah. Simona, hvala. Smo v letu svetega Jožefa, tudi v svetem Jakobovem letu. Obojega se letošnje šmarnice res lepo dotikajo, so zelo aktualne, tudi privlačne in verjamem, da bodo tako bralce kot poslušalce hitro potegnile vase. O čem spregovorijo letošnje šmarnice? Kakšno je njihovo sporočilo? Tako je, oboje šmarnice so letos vezane na sveto Jakobovo leto in pa nekoliko se pa dotikajo tudi leta svetega Jožefa, saj šmarnice za otroke predstavijo različne svetniške like, kot prvega prav lik svetega Jožefa. Šmarnice za otroke svetniki so bili čisto navadni ljudje, nam v obliki prisrčnih, razgibanih dialogov med otroki in malim angelom Serafinčkom približajo svetništvo, tako da pokažejo, kako so svetniki lahko vseh starosti, stanov, pa tudi iz različnih zgodovinskih obdobij. Otroke pa tudi odrasle bralce vabijo, da bi v vsakdanjem življenju pogumno stopili na pot svetosti, da bi naredili korake k večjemu prijateljstvu z Bogom in predvsem želijo pokazati, da svetost ni pridržana le posebej izbranim, ampak smo nanjo povabljeni prav vsi. Ali pa kot pravi avtor, gospod Aco Jerant, nihče ni tako dober, da ne bi mogel biti še boljši. Prav tako ni nihče tako velik prijatelj z Jezusom, da ne bi mogel biti še večji. Potem pa še šmarnice za odrasle z naslovom Camino, pot, ki se začne na koncu, avtorja Marka Rijevca. Te šmarnice nas pa v svetem Jakobovem letu predvsem vabijo, da bi skupaj v mislih prehodili Camino, Jakobovo romarsko pot, ki vsakega posameznika romarja vabi k soočanju z vprašanji o smislu življenja, našem delovanju, poslanstvu. Gre za pot za Gospodom in hkrati za pot k sebi. Avtor opiše svoje doživljanje poti, za katero sam pravi, da krene vedno malo drugače, kot načrtujemo, a nas hkrati vabi, da bi zaupali in se spreminjali, lahko rečemo, da bi bili predvsem bližje Bogu. Hvala. O svetnikih, ki so bili čisto navadni oziroma nenavadni ljudje, spregovorijo torej šmarnice Aca Jeranta. Gospod Aco, v svojem življenjepisu ste zanimivo zapisali: če me bodo kdaj razglasili za svetnika, bom verjetno na oltarju oblečen kimono, sedeč na motorju ali kolesu. Morda bi v tem nekdo celo pomislil, da tole zveni malo samovšečno, da človek sebe vidi na oltarju kot svetnika. Pa vendar verjamem, da je vaše sporočilo ob tem nekaj drugega. Ja, ta stavek sem zapisal zato, ker nekako povzema celotno knjigo oziroma zgodbe vseh svetnikov, ker nobeden svetnik ni hotel postati svetnik in nobeden svetnik ni hotel biti na oltarju. Njihov cilj je bil, da bi bili dobri ljudje in pa dobri kristjani. To, da so na oltarjih, tja smo jih postavili verniki, da so naši priprošniki, da so nam vzgled in tako naprej. In pa vsak svetnik ima neki atribut, po katerem ga prepoznamo. Sveti Peter ima ključe, sveti Pavel ima recimo meč, potem so nekateri oblečeni kot papeži, nekateri so oblečeni kot škofje ali kot menihi. Se pravi, vsakega svetnika na oltarju prepoznamo po nečem.
In ko se jaz navadno z ljudmi pogovarjam, nobeden ne reče, a ja, se ti si pa župnik, ti si pa duhovnik, ampak imam občutek, da me ljudje bolj prepoznajo na eni strani po motorju ali po kolesu, na drugi strani pa po borilnih veščinah, kar je sicer čudno, ker to gre samo za šport in za hobije. Ampak ja, ker se lahko zgodi, da kdorkoli izmed nas nekoč konča tudi na oltarju, zakaj pa ne? Hvala. Kot pastoralni delavec in katehet zelo dobro poznate dušo otroka, njegov svet, način razmišljanja. Zato tudi verjamem, da so vam te izkušnje pomembno izhodišče, ko pišete za otroke, zlasti šmanična branja. V knjigi na privlačen način predstavite, kaj pomeni svetništvo. Ne gre torej za neko znanstveno fantastiko, temveč za pot, kot pravite. Kako v pastoralnem delu otrokom, mladim približate svetnike, podsvetništva? Otroci temu radi prisluhnejo, jih te zgodbe nagovarjajo? Ja, to je zanimivo vprašanje. Namreč spomnim se, da je pred leti sem otrokom pri verouku razlagal, mislim, da pomen nedelje. In potem je eden od veroukarjev rekel, ja, vi to tako govorite, ker morate. In to je bilo v enem tudi neke vrste spodbuda, da je ta ideja začela zoreti, ki je potem bila napisana v tej knjigi. Namreč mladi so iskalci, ampak so že tisti, ki dvomijo. Otroci pa v bistvu samo snemajo, poslušajo in so navdušeni nad različnimi zgledi, ki jih imajo, ampak to mora biti predstavljeno na nek preprost način. Otroku jaz ne morem govoriti o svetnikih, o molitvi, o njihovih molitvah, o njihovih razmišljanjih, pač pa da jim svetnika predstavim na čim bolj preprost način in pa na čim bolj dejaven način. In to je tisto, kar otroke potegne. Ja, in potem so oni navdušeni. Recimo se spomnim, da pri verouku, ko govorimo o Davidu, potem skušamo izdelati fračo, s katero je premagal recimo Goljata, ne. Kadar je tema Mojzes, potem so navdušeni, če lahko izdelajo table z 10 zapovedmi ali pa da skušajo nekako izdelati palico, ki jo je imel Mojzes, s katero je razdelil Rdeče morje in tako naprej. To so tiste stvari, ki otroke potegnajo. Mladi so pa iskalci. In pa pri mladih je treba biti že tudi malo bolj previden, ker mladi so obenem tudi že dvomljivci, ne. In tu pa je potem že potrebno uporabljati malo več, recimo temu, pastoralne modrosti. So pa oboji zelo nagovorljivi in oboje se da zelo lepo tudi usmerjati, za razliko od odraslih. Odrasli smo, kakršni smo, in zato z odraslimi je v bistvu najtežje delati, ker te gleda, pa si eno misli, drugo dela. Otroci in pa mladi so pa iskreni, ne, in recimo en tak primer je, pred kratkim sem imel rojstni dan in na vratih pozvoni eden od mladincev, pa sem tukaj na župniji par mesecev, ne, od mladincev, in prinese darilo in vošči za rojstni dan. Jaz sem bil to je bilo res tisto pravo presenečenje. In to fant, od katerega ne bi človek niti pričakoval. Tako da, ja, mladi so zelo zanimivi in znajo zelo lepo presenetiti v pozitivni smeri. In se da z njimi delati, se da nanje vplivati, recimo temu tako. No, knjiga nam v obliki razgibanih dialogov med otroki in malim angelčkom Serafinčkom približa svetniške like, kot smo že slišali, različnih stanov, starosti, poklicev, z različnih zgodovinskih obdobij, tako tiste bolj poznane, manj poznane, skratka kot čisto navadne, običajne ljudi. Kaj vas je vodilo, ko ste se odločali, katerega svetnika vključiti, katerega žal ne?
Po čem ste izbirali? Iskreno povedano, šel sem po koledarju in iskal svetnike najrazličnejših poklicev. To je bilo moj cilj. Zato, ker da ne bi, ali pa večkrat imam vtis, da kristjani mislijo, da je svetništvo nekaj, kar lahko dosežejo samo razni papeži, škofje, opati in pa redovnice. Pa mučenci, recimo. In ti svetniki so za njih vsi tam nekje daleč, pa oddaljeni, pa nedosegljivi, kot da je na nek način njihova poklicna dolžnost, da postanejo svetniki. Jaz sem pa hotel predstaviti otrokom preko zgodb in s tem posledično tudi odraslim, da je lahko svetnik, oziroma da smo k svetništvu povabljeni vsi, ne glede na spol, starost ali pa poklic, ki ga opravljam. In zato sem jaz res skušal vključiti vse različne poklice, ki jih najdemo pri svetnikih. Se pravi, ali na eni strani poklici, za katere rečeš, da so bili ljudje kot žrtve, recimo sužnja, tale Bagita, ki je bila, potem je tu dekla, ampak na drugi strani imaš pa tudi poklice, recimo kot je zdravnik, kot je kralj, kot je kraljica. Se pravi, res je ena taka široka paleta, ki jasno sporoča, da ni nobenega razloga, da ne postaneš svetnik. Zadnji, ki ste ga vključili v šmanično branje, je še posebej zanimiv. Gre torej za sodobnega svetnika Karla Akutisa, ki je bil računalniški programer. Verjetno je prav ta lik lahko sodobnim mladim otrokom še posebej blizu, jih nagovarja tudi z tega vidika, da obstajajo tudi sodobni svetniki, svetnike lahko najdemo med svojimi vrstniki in tako naprej. Če mislite, da ta fant še posebej nagovarja mlade šmaničarje? Jaz mislim, da jih nagovarja svojo predanostjo, zato ker mladi dejansko stojijo pred odločitvijo. To jim jaz vedno govorim, da v življenju se je vedno potrebno odločati. In tudi zdaj, ko je čas epidemije, ko se birme prestavljajo na poznejši čas, ko otroci zaključujejo, recimo 9. razredi zaključujejo šolanje, imajo razne zabave pa to, in je prišlo tudi vprašanje, kaj pa zdaj, takrat imamo valeto, pa berma, pa to in v življenju si vedno postavljen pred neke odločitve in tako je bil tudi ta fant postavljen pred odločitev. Lahko računalnik uporabim za kratkočasenje, za igranje nekih igric, pa to lahko ga pa uporabim na pozitiven, na dober način. Tako da ta sodobna tehnologija je lahko zelo priročna tudi za oznanjevanje. Tudi za evangelizacijo, kdor je temu vešč, kogar to veseli, super. Tako da pravzaprav 2 poklica sem jaz prav z veseljem vključil v te šmarnice. To je ta fant, računalniški programer, ki je programe pisal z namenom, da bi z njimi evangeliziral. Ta drugi je pa trgovec, ker mislim, da je to dvoje v današnjem času tisto, kar ljudje najbolj potrebujemo, da imamo nek zgled. Se pravi, na eni strani računalnik, sodobna tehnologija, ki jo imamo na razpolago, na drugi strani pa trgovina. Maxi marketi, velemarketi, razni BTC City in tako naprej. Se pravi, ta 2 poklica sta se mi zdela še najbolj potrebna v teh šmarnicah, glede na čas, v katerem živimo. Gospod Jerant, hvala vam za te zanimive misli in verjamem, da bodo vaše predstavitve svetnikov tudi letošnjim poslušalcem, bralcem zelo všeč, ko jih bodo prebirali v mesecu maju. Hvala tudi vam. Gospod Andrej Šegula, vi ste napisali spremno besedo k otroškim šmarnicam.
In ne ste zapisali, da svetniki pred očmi in glavah otrok preprosto že zaživijo, saj je to šmanično branje polno živahnih dialogov, ki preprosto potegnejo našo pozornost. Poslušalec dobi celo občutek, da je sam del te druščine, teh veroukarjev, ki se vračajo potem domov, razmišljajo o tem, kar so slišali pri katehezi, ob tem pa jih nagovarja, se z njimi pogovarja mali angelček, serafinček, ne? In torej tudi ta angelček nagovarja nas. Kako danes v pastoralnem delu, v otrocih, mladih prebujati željo po svetništvu? Težnja pri pastorali, pa pri vsem našem delu, poslanstvu, katehezi, oznanjevanju, evangelizacije, je predvsem iskanje vstopnih mest. Kako priti do današnjega človeka, in če imamo tukaj pred očmi otroka, toliko bolj. Ker svet, v katerem živimo, nas obdaja s tolikimi ponudbami, s tolikimi izzivi. In če je bila cerkev nekoč nekdaj ena ali pa ena redkih, ki je prišla naproti človeku ali pa otroku, danes temu več ni tako. Danes je toliko ponudb od vseh teh tehničnih pripomočkov, kakor tudi vseh ostalih dejavnosti. In če se mi tega zavedamo in če gledamo te letošnje šmarnice v tem kontekstu, se mi zdi, da te šmarnice prihajajo naproti otrokom tam, kjer oni so. In tu se mi zdi, da je prednost teh šmarnic, ker če ti hočeš današnjega otroka ali pa mladostnika iztrgati iz tega okolja, kjer živi, pa prenesti v neki drugi miselni svet ali pa neko drugo časovno obdobje, ne vem, če bi to bili dogodki srednjega veka ali pa bi to bilo veliko težje kot pa zdaj, ko so dejansko ti otroci oziroma te osebe, ki nastopajo v šmarnicah, zdaj in tukaj. Oni so del tega sveta, utripajo s temi otroki. Zato se mi zdi ta bližina med temi, ki so jim šmarnice namenjene, in te osebe, ki nastopajo v šmarnicah, da so to ena druščina. In zato je lahko Aco, avtor teh šmarnic, tako fino posredoval ne samo neke like, ampak predvsem vrednote, ki jih ti svetniki prinašajo s svojim svetništvom v življenje. In kar se mi zdi tako pomenljivo, je to, da tudi vrednote, ki mogoče danes in tukaj niso aktualne ali pa žive, so prevedene preko zapisane besede, tako da so ti otroci prisluhnili in dali misliti. In še ena stvar se mi zdi tako pomenljiva v teh šmarnicah, to dopolnjevanje, ne. Ni to samo tako, da bi ta angelček oziroma posredoval neko znanje ali pa neke vrednote ali pa predstavljal neke like, ampak da so tudi na drugi strani otroci, ki neke stvari poznajo, pa so že nekaj slišali, in se mi zdi, da tudi tako krasno predstavljeno to prelivanje enega in drugega, kakor da bi šlo za dopolnjevanje, to, kar otroci so, to, kar otroci živijo, kar otroci že poznajo, da je to dodana vrednost za njihovo življenje, za njihovo vsakdanje življenje. Toliko. Kaj pa menite o samem izboru svetnikov, ki jih je avtor izbral? Gre res za pester, širok nabor? Ja, jaz mislim, da če človek svetnike opazuje, si reče, to je, tako kot sem zapisal, znanstvena fantastika, to je nekje daleč, to je nedosegljivo, to ni zame. Jaz včasih, ne vem, pri kakšni pridigi, ko govorim o svetnikih, vprašam, če bi želeli postati svetniki, in so takrat čudni pogledi, pa odmevi in tako naprej, ali pa če bi naredili anketo, kdo želi postati svetnik. To danes ni neka taka ponudba, ko bi ljudje navali kot na 50% popust ali pa 20% popust ali pa kakšno akcijo. Ampak tu pa res predstavi te svetnike, tudi velike svetnike, prikaže na tak način, kakor da so ali pa da so živeli eno vsakdanje življenje, eno preprosto življenje. In kar se mi zdi prav tako pomenljivo, da postati svetnik ni potrebno biti narodni heroj, ampak da lahko nekdo postane svetnik ali pa velik človek z majhnimi koraki,
pa z majhnimi koraki velike ljubezni. To se mi zdi, da je to res lepo prikazano, ta prevod svetništva, ki je velikokrat v naših očeh nedosegljivo, pa veliko, pa velikega občudovanja vredno, da prevedeno tako, da na koncu, ko prebereš ali pa slišiš zgodbo enega svetnika ali pa na koncu Šmarnic, rečeš, mogoče pa je to uresničljivo tudi danes tukaj ali pa zame. Mi je všeč sveti Avguštin, ki pravi, ne, samo hoteti je potrebno. To je vse, edini, največji, najpomembnejši pogoj, da nekdo postane svetnik. Gospod Šegula, morda še tole vprašanje. Šmarnice so napisane v dialogih, kar tudi z didaktičnega, celo pastoralnega vidika predstavlja neko dodano vrednost. Seveda, kolikor nam bodo te razmere dopuščale, ampak verjetno se bodo lahko župnije tudi tu znašle na zelo izvirne načine in v samo šmarnično branje vključile različne, več otrok. Ne? Torej, da ne bere samo duhovnik. Mogoče še to malo pokomentirate. Gotovo, že čisto kot spremljanje vsebine je dialog zelo priročen. Ali pa z vidika tega, ki pripoveduje. Z svoje lastne izkušnje lahko povem, da so kakšne Šmarnice krasne za branje in ti, mislim, ustvarjajo eno lepo razpoloženje v tebi. To, da ko moraš to vsebino podati, zelo hitro ostaneš brez vsebine, ki bi jo želel posredovati, ker če je na eni strani napisano, ne vem, kako se zjutraj en cvet odpira ali pa ne vem, kako jesen gozd dobiva take in take barve, to je lepo za prebrati, malo težje pa to posredovati kot vsebino, ki pritegne. Medtem ko recimo v teh Šmarnicah pa je veliko te dinamike, tako da tudi če sam pripovedujem, lahko to tako živo pripovedujem, da pritegnem poslušalce, ne. In druga stvar, kar ste tudi vi omenili, pa je, če so ti, ki oblikujejo Šmarnice, toliko animirani in pa, ne vem, povabljeni, da kakšno stvar odigrajo, pa še toliko bolj, ker vse je dejansko pripravljeno. Vsebinsko je pripravljeno, gre samo, da se razdelijo vloge, da se drug drugega spodbudijo in da imajo jasno pred očmi, kaj je tisto sporočilo, ki ga želijo posredovati otroci otrokom. Hvala vam, gospod Šegula. Prosim. Od svetništva pa se vrnimo nazaj, na pot, ki vodi do tja. To je najprej pot za Gospodom, seveda tudi pot k sebi. O tej posebni poti, ki človeka spreobrača, ga vrača nazaj k svojim izvirom, pa bomo spregovorili o Šmarnicah za odrasle, in sicer z naslovom Camino, pot, ki se začne na koncu. Gospod Marko Rijavec, pot dolgo grozljivih 780 kilometrov, po kateri marsikdo sanja, bi jo želel prehoditi, ste dejansko sami prehodili. Kaj vam pomeni ta izjemna življenjska izkušnja? Verjetno imate polno spominov nanjo in mogoče kaj posebej poudarili. Prva stvar, da tu ni tako strašno grozljivih 780 kilometrov. Je grozljivih, če jih vzameš tako naenkrat. Enako grozljivo tudi, če vzameš življenje naenkrat, če pomisliš, kaj vse boš moral narediti, se ne bi tega lotil. Tako, ko vsak dan začneš zaenkrat, vsakič posebej, če razmišljaš tako, kot Jezus pravi, recimo v evangeliju, ne skrbite, dovolj dnevu lastna teža, potem to življenje preživiš kar v redu, se ti ne zdi niti tako strašno težko. In se mi zdi, da enako je na tej poti, na Caminu. Camino se spomnim tistega prvega večera, ko smo dobili v roko, ko prideš na začetek v Saint-Jean-Pied-de-Port, tam dobiš najprej ta romarski potni list, tako mu rečejo, in potem dobiš tudi en predlog etap, kako bi lahko ta Camino prehodil, in tam tu so narisani tisti grozljivi vzponi, ki na začetku izgledajo obupno, in jaz se spomnim, tisti večer sem malo obupaval, zakaj sem se tega lotil, kdo bo zdaj en mesec hodil vsak dan tiste strašne velike krivulje.
pol vidiš, da so to v bistvu romarske poti in romarji niso zbirali nekih atletskih podvigov za dokazovanje, ampak so zbrali neko pot, ki je človeku najbolj primerna, bom rekel skoraj najlažja, ne? Najbolj preprosta, da se ne preveč matra, ampak da opravi tisto pot, ker je na tej poti važen cilj, kamor ti prideš, ne točno nek dosežek, ne? Ampak kam boš pri tej poti dospel. In sem videl tudi sproti, ko sem te dneve hodil in te etape niso bile tako strašno hude. In sem se pravzaprav zato najbolj navadil, da je v življenju pomembno živeti tako po en korak naenkrat, kot sem napisal tudi v enem dnevu teh šmarnic, da v bistvu ne smemo preveč razmišljati, kaj vse bi morali, pa kam bi morali priti, pa kaj vse nas še čaka, in se s tem nalagati na ramena en velik in težk nahrbtnik. Zame je zato bil Camino res ena življenjska lekcija, s katero sem se naučil toliko dosti, da še zdaj izčrpam iz tega in mogoče bom še celo življenje, zato ker te res v enem mesecu razmišljam, ki jih imaš na tej poti ogromno, ker to je pač edina stvar, ki jo imaš za početi tiste dneve, da hodiš in da med hojo pač hodiš še kaj drugega, še kaj drugega narediš, se še kam odpraviš navznoter, da narediš pri sebi nekaj. Zanimivo pa to, in tu mi je bilo res, to, kar je tudi Simona počrtala, ti si misliš, da bo pot šla nekako, po nekih tvojih načrtih, nekih tvojih idejah, na poti je toliko nepredvidljivega, da je zato in ravno zato ta pot tako strašno dobra in da jo vsi hodijo zdaj množično, dobro zdaj v tem koronskem času lih ne, no drugače v tem sodobnem času pa res zdaj ogromno ljudi opravi to pot, ne samo vernih, tudi ljudi, ki nimajo, bom rekel, z vero nobenega stika, predvsem zato, ker ta pot res nauči. In te nauči predvsem tega, da začneš opazovati, začneš poslušati, začneš hoditi in da se pač, kakor so tudi poudarili pri šmarnicah, da se vsak dan odločaš, da se boš dvignil s postelje, ne glede na to, da te noge bolijo, da si sit vsega, da se ti ne da več, da si prejšnji dan imel kakšno težko izkušnjo. Vsak dan je treba pač vstati zjutraj in se odpraviti na pot naprej, ne glede na to, kaj te čaka, ali je to dež, ali je blato, ali je veter, ali je mraz, ali je toplo, ali je lepo. In ravno ta raznovrstnost in nepredvidljivost tega se drugače ne da naučiti, kakor samo na poti. In je zato, po moje, zdaj tudi vidimo, koliko knjig nastaja o hoji, o potovanjih in tako naprej. In se mi zdi, da počasi ljudje začenjamo odkrivati, kako nam prav ta fizična pot nekaj v nas naredi, še posebej peš pot. Potovanje z avti, z letali niso glih tisto, kar bi v človeku nekaj spremenilo, ampak ta romanja, recimo temu, posebno peš romanja, pa res naredijo nekaj. In še če so tako dolga, vse v tebi ustvari res nek proces, ker če je prekratko to romanje, potem doživiš samo en tak majhen preokusek, kaj naj bi tu bilo življenje. Ko to stvar živiš pa en mesec, v skromnosti, negotovosti, dosti bolj razumeš, da življenje ni nekaj, kar je v tvojih rokah in da je v bistvu naloga oziroma dolžnost človeka, da človek naredi pot, na katerega življenje, če rečemo malo bolj po neversko, ali pa za nas Kristus, Bog kliče, da greš za njo in mu slediš. Vas takole poslušamo in še bolj, ko beremo vaše razmišljanja, si lahko v živo predstavljamo, kaj pomeni ta pot, tako navzven,
torej v tej mesec dni dolgi poti, premagovanju vsakega kilometra in kaj pomeni ta pot navznoter, premagovanju notranjih bojev, spraševanju smisla življenja, spraševanju smisla našega poslanstva, našega dela. Camino verjetno ni enostavna pot, tako ali drugače. Kaj se vam zdi težje? Prehoditi to dolgo pot v najrazličnejših vremenskih razmerah in ob prenašanju številnih tegob, ali prehoditi pot k sebi, ali še težje stopiti na pot za Gospodom? Zdaj, verjetno odgovor na to vprašanje bi kot duhovnik mogel reči, seveda je težja pot, ki narediš navznoter, ne. Ne bom malenkosten in ne bom leporečil. Je treba reči, da so te dve poti zelo povezani med sabo. Ko ti delaš pot, jo delaš hkrati tudi znotraj. Čeprav, in to je najlepša stvar te poti, saj zame, no, da se ti tega pravzaprav ne zavedaš. Jaz, ko sem šel na pot, saj sem si rekel, preden sem krenil, sem rekel, rad bi razčistil to, pa to, pa to. Malo sem se spraševal, kaj je zdaj z mojim življenjem. Po 10 letih duhovništva sem rabil en tak reset, ne, da malo razmislim, kaj je smisel vsega skupaj. Ne, skušal sem malo te svoje napake, ki sem jih naredil v tem cajtu, malo ovrednotiti, jih kaj popraviti, se kaj iz njih naučiti. Šel sem na pot, sem imel en tak spisek vprašanj, ne, ki jih želim rešiti in sem rekel, ja, po poti, ko bom hodil, bom razmišljal in bom prišel do teh odgovorov počasi. Najbolj zanimivo je, da jaz odgovorov na ta vprašanja nisem dobil, ko sem hodil. In sem videl, da pravzaprav je dobro, da jih nisem dobil. Ne zato, ker da sem bil bolj sproščen ali ne vem kaj, ampak predvsem zato, ker so se na tej poti odprla druga vprašanja. Tiste, na katera jaz, ko sem bil na kavču doma, nisem razmišljal, ker so se mi zdeli mogoče stvari in rešitve popolnoma samoumevne, a niso bile. In so se mi odprla vprašanja tudi o mojem življenju, kako jaz stvari dojemam, tudi kako živim svoje odnose. Zato recimo mi je bilo najbolj dragoceno, ko smo šli na pot v 3, nisem bil sam, ne, ker večina ljudi, ki prej, ko sem šel, mi je rekla, ti moraš iti sam, da si sam vse rihtaš in spoznavaš različne ljudi, če ne se ti zanašaš samo na te za svoje poznanstva. Pa pravzaprav sploh ni res, ne. Te za tvoje poznanstva so v bistvu še težja pot, ne, ker v bistvu spoznaš s temi ljudmi, s katerimi se vsak dan srečaš in pred katerimi se ti ne moreš umakniti, kakšen si ti v resnici, ne, da pravzaprav nisi tako strašno popoln, ne, pa fajn, pa potrpežljiv, pa ne vem, tak, kakor bi si ti predstavljal, ne. Bom rekel, če povem malo po otroških šmarnicah, tisto svetniško popolnost, ne, ki jo gojimo o samem sebi, ne. Jaz sem na tej poti spoznal, ko smo hodili vsak dan, ko rataš utrujen, ko rataš siten, zmatran, smotan sam v sebi in vsem ostalim, da koliko pravzaprav morajo ljudje tudi s tabo potrpeti, ne. In je bilo to eno tako kruto spoznanje, ne. In zaradi tega se mi zdi, da tudi sem naredil kakšno pot v sebe, ne. Jaz si nisem predstavljal, nisem si načrtoval, da zdaj bom vzel, ne vem, s sabo 2 prijateljici, zato da mi bosta, ne vem, postavljali ogledalo. Kdo si tega želi? Nobeden, ne. Hkrati, ko hodiš in ko se soočaš z ljudmi, ki so tam zraven tebe, delaš hkrati to pot vase, ne. Zato bom rekel, ja, je enako težka pot, ki je treba narediti fizično, kakor pot, ki je treba narediti notranje. In najlepša stvar od vsega skupaj je, da se ta stvar dela istočasno. Kadar ti hodiš, jaz nimam pojma, kako se to naredi. Ne poznam jaz, ne vem, kakšnih psiholoških učinkov, ki jih pot naredi. Jaz sem pač sam opazil in videl, da ko se človek trudi, ko hodi, ko vlaga nek napor, ko postavlja pred sebe neko odločitev, da takrat se v tebi pač nekaj zgodi. In v teh šmarancah sem tudi poskušal malo dati zraven tudi zgodbo svetega Jakoba, kateremu sem romal, kateremu sem se odpravil na njegov grob. Tudi zato, ker tudi njega jemljemo tako zelo strašno nekem
oddaljenem piedestalu, kakor neko popolno osebnost, ni bil tak, ne, in je ravno tako, kakor mora vsak od nas, ki je Kristusov učenec, narediti tudi on, je mogel narediti svojo pot. In tu je bila ravno tako kruta pot, ker se je moral soočati ravno tako s svojimi željami, ki niso bili ravno v skladu z Jezusovim naukom in evangelijem, in je moral se spopadati tudi s svojimi porazi, s svojo nemočjo, s tem, kakor se mora tudi vsak človek, romar na tej poti, pa tudi človek, ki hodi kot kristjan za Jezusom. In sploh, recimo temu, človek v vsakem življenju. Hvala. Še vedno smo v korona času, ko so nam onemogočena tudi romanja. Pa tudi sicer ni vsakemu dano, da bi se odpravil Camino, da bi ga prehodil vsaj delno, če ne v celoti. Pravcem pa ta razmišljanja nudijo eno edinstveno možnost, da Camino prehodijo v mislih, to edinstveno pot. In morda ravno v tem težavnem času, ko gremo skozi marsikatere preizkušnje, ko je korona kriza, ki se pojavlja v takšni ali drugačni obliki, so verjetno ta razmišljanja lahko blizu tudi vsakemu izmed nas. Kakšno pa je vaše sporočilo bralcem? Kaj predstavlja Camino za vsakega izmed nas danes v tem trenutku? Jaz nisem pisal teh šmarnic z namenom, da bi zdaj neko nostalgijo po potovanjih ali po časih, ki jih ni več, zdaj vzbujal, ali pa da bi, ne vem, bilo to neko nadomestilo. Lahko pa je, no, saj lahko pa je. Predvsem zato, da bi malo gledali na svoje življenje, katerega dobra metafora je ta Camino, no. Predvsem se mi zdi, da, kakor sem rekel že prej, na tej poti res poznaš, kako majhen si pravzaprav pred življenjem in pred Bogom, in kako veliko stvari moraš še narediti, za koliko veliko stvari se moraš še truditi. In da je tu, kakor ste v začetku povedali, to je res ena grozljiva stvar, če ti vzameš tako naenkrat, da je to nek življenjski projekt, ki ga moram jaz opraviti, zato da bom dosegel neko popolnost. Tu sploh ni to, ne, ampak je pravzaprav dojemanje vsakega dneva v eni hvaležnosti, s ponižnostjo, z opazovanjem, s poslušanjem življenja, kakršno je okoli nas in ki je tako, kakor je, z nekim razlogom. Meni se zdi, ne bom nikoli pozabil tistega občutka, tam enkrat proti koncu Camino, ta pot pod Osebreirom, ki je bil tak zelo, zelo presunljiv občutek, ko sem se usedel na en zidek, ko smo prišli na cilj ene poti, ene etape, in sem tam sedel in odzad se prav spomnim, je bilo na vrhu tam tega hriba, je tako malo pršilo, je nosilo tudi dol z vetrom malo rose. Na mene je svetlo eno tako sonce, spodaj tako kostanjev gozd, in ko je bilo malo dvignjeno, se je tako videlo precej nadalč. In tam sem dobil prvič tak občutek, da je vse na pravem mestu, da je imelo smisel, tako tudi, da smo en dan bredli po blatu in se nam je zdelo že, da bi vsi skupaj obupali in šli domov. Kakor tiste dneve, ko smo uživali, ko nam je bilo toliko lepo, ko smo imeli sonce, kadar smo srečevali dobre ljudi, ali pa tiste noči, kjer smo komaj zatisnili oči, ker je bilo okoli vse povsod dosti smrčečih ljudi. In ne vem, ves pot, ves trud, matranje, krehanje med nami, mislim, da neki tiste stvari, ki te motijo, ki so popolnoma brez veze. In vse to je imelo, tako sem takrat dobil občutek, da je tisto imelo vse svoj smisel, da sem jaz prišel tja, kjer sem zdaj. In to se mi zdi, da je treba tudi življenje tako vzeti. In tudi ta cajt, če smo že pri tem, v katerem živimo zdaj, ki nam ni prav preveč všeč, če smo vsi pošteni, ne? In ga ne maramo in bi ga radi imeli drugačnega. No, vsak korak in vsaka stvar na poti te nekam pelje. In je vse na pravem mestu, ker mora biti tam zato, da te tebe ali nekaj nauči, ali da te nekam odpelje, da ti postavi neko vprašanje, na katerega moraš odgovoriti, da te sooči s
stvarmi, ki jih do zdaj nisi gledal in na katere se nisi oziral, ker se niti nisi hotel. In da je vse to vkomponirano eno tako lepo simfonijo, ki rečemo naše življenje. In tu je zame sporočilo Kamina, ki bi ga rad tudi prinesel bralcem in vsem, ki nas zdaj poslušajo, ne, da je pot zmeraj taka, kakor je, in je taka z razlogom. In je dobro, da je taka, kakor je. Ne, in sprejemati, biti odprt za to pot in biti odprt za življenje, se mi zdi, da je to tisto, kar nas to življenje in, rad bi rekel tudi tako, Kristusovo evangelije želi naučiti. Sprejemati pot, ki je pred tabo, in jo vzeti za tisti klic, ki ga Gospod v tvoje življenje pošilja, ne, in ni tako strašno enoznačen, kakor si mi predstavljamo, ne. Ker lahko Kristus vstopa, ne vem, v kakršnih kolih podobah. Saj, če beremo zdaj velikonočno evangelije, vidimo, da ima domišljijo zacrkniti, ne. Enkrat je vrtnar, enkrat je popotnik, enkrat je tam v hostilni, enkrat je ne vem kje še vse, ne. In tudi to je naša življenjska pot, ne. In če boste imeli, kdorkoli od vas, ki to poslušate, priliko ali pa željo, da bi šli kdaj na to pot, pejte. Zato, ker če je ta želja v vas, to pomeni, da vas pot pokliče in da morate na to odgovoriti, ker je to nekaj, kar je v vašem življenju očitno pomembno, da naredite. Ker vam bo to prineslo verjetno veliko več, kakor uspehi, ki jih doživljate v vaši službi, ali pa ugodje, ki ga preživljate na vašem kavču, v enem varnem zavetju vsakodnevnih rutin. Pretrgati s to stvarjo se mi zdi, da je mogoče res tista novost, ki nas vznemirja v našem življenju, da je verjetno to res tisto, kar je zame najbolj klic Kristusa. In upam, da ga boste slišali in nanj dobro odgovorili. Gospod Marko, hvala vam za tole čudovito pričevanje. Verjamem, da bodo vaše razmišljanja nam bralcev res v lepo duhovno obogatitev, morda pa celo kakšno spodbudo, da, ko bo možno, da se res odločimo in gremo na to pot in tudi sami prihodimo. Na koncu bi se vam vsem gostom rada lepo zahvalila, da ste si vzeli čas, da ste tako na nek način pa tudi v živo spregovorili našim gledalcem, gledalkam, tudi bralcem, ki bodo to prebirali v šmaničnem branju. Hvala vam še enkrat za čudovite misli. Vam, spoštovani gledalci, gledalke, pa hvala, da ste si vzeli čas in nam prisluhnili. Ob koncu vas seveda povabim k nakupu knjige, ki jo lahko naročite bodisi na naši spletni strani ali v naših knjigarnah, ki sta ponovno spet odprti, morda pa kar po telefonu. Predvsem pa vam želim, da bi takrat, ko se boste malo zbirali v šmarnicah, v kakršnikoli obliki nam bo to letos pač dano, da bi ob tem doživljali blagoslov. Želim vam blagoslovljen Marijin mesec in vas lepo pozdravljam. Hvala vam še enkrat in vse dobro želim. Nasvidenje.